Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljene tudi v imenu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Pridružujem se ministrovi oceni, da je bil današnji sestanek konstruktiven in ne samo to, bil je spodbuden, kar se tiče nadaljevanja naših dogovarjanj in socialnega partnerstva, ki je za obe strani ključnega pomena. Naj takoj na začetku izpostavim, da se nam zdi v koalicijski pogodbi, ki so jo podpisale vladajoče stranke v naši državi, povsem ključno, da so se opredelile za zvišanje in zviševanje sredstev za vzgojo in izobraževanje v tem mandatu. Zapisana je številka 6%, do tam je še veliko prostora. Mi smo to napoved, to zagotovilo vzeli skrajno resno in pričakujemo, me veseli, da je minister danes ta pričakovanja potrdil tudi zdaj z pravkar izrečenimi besedami, da bo že v proračunu za prihodnje leto se ta intenca, da bomo zaustavili trend padanja sredstev, ki so namenjene za vzgojo in izobraževanje v naši državi, da se bo to odrazilo že v proračunskih razpravah za prihodnje leto in pokazalo na številki, da bodo ta sredstva se začela povečevati. Kajti po naši presoji gre za na nek način že skrajni rob, ko se lahko še brez negativnih učinkov poigravamo na nek način z eno ključnih prednosti, strateških prednosti, ki jih ima ta država, to pa je, da ima zelo dobro usposobljeno in izobraženo prebivalstvo, ki lahko konkurira sosednjim državam in prebivalstvu iz držav, ki so naši konkurenti tudi sicer, kar se tiče gospodarstva. Mi imamo dragoceno prednost, naše šole so dobre in če bi nadaljevali s trendom te marginalizacije, ki jo je prav tako minister omenjal in je na nek način postala del politične sredine v zadnjih 5-6 letih, bi lahko bile posledice težko popravljive. Zato je ta napoved, da bo prišlo do obrata, izjemnega pomena. In seveda tudi zaradi tega, ker vi kakovostno izobraževanje, vzgojo in izobraževanje lahko dosežete in izvajate zgolj s kakovostnimi učitelji. Ni kakovostnega izobraževanja z nekakovostnimi učitelji in obratno. Ne morete preseči kakovosti izobraževanja z kvaliteto, ki jo v to izobraževanje vnašajo učitelji, ki so pač ključni faktor pri tem, predvsem učiteljice, da ne bo pomote. Zato bo SVIZ, danes smo ministra o tem tudi obvestili, že v četrtek se sestal na izredni seji glavnega strokovnega odbora in tam odločal o nadaljevanju zasledovanja cilja stavkovnih zahtev, kajti vsi veste, da je slovensko učiteljstvo skupaj z vsemi drugimi zaposlenimi v stavki, ki je bila prekinjena zaradi odstopa prejšnjega predsednika. V četrtek bomo odločali tudi o tem, kdaj in pod kakšnimi pogoji se bo stavka nadaljevala, če naše zahteve ne bodo uresničene. In mi razumemo, da smo se dogovorili o vseh bistvenih vprašanjih, da je treba zgolj te zahteve še na nek način realizirati. Je odprto kakšno vprašanje, vendar bistvena vprašanja so bila dogovorjena. Ko je minister za javno pravo govoril, da verjame, da se da to doreči zelo kmalu, da se lahko pogajanje zaprejo, smo mi ocenili, da je to vprašanje 2 mesecev največ, potem pa bi že razumeli to kot neko zavlačevanje ali ne vlaganje, ne dovolj veliko volje v to, da se strokovni sporazumi zaprejo. V četrtek bomo o tem sprejemali pomembne dokumente.
pomembne odločitve. Zdaj, kar se tiče drugih vprašanj, naj povem, da je tekla beseda tudi še o implementaciji delovnega časa, ki smo ga sprejeli pod prejšnjimi šolskimi oblastmi, torej delovnega časa za učitelje. Tu smo se dogovorili, da bo skupina, ki bo poskušala oblikovati po načelih socialnega partnerstva odgovore, da bo nadaljevala z delom oziroma ga celo pospešila in verjamem, da bomo lahko sproti odpravljali težave, ki se tukaj pojavljale. Danes je bilo tudi velika stopnja soglasja na točki, ki se ne tiče teh, bom rekel, plač ali delovnih pogojev, ampak na vprašanju pojavov, ki so v slovenskem javnem izobraževanju postala v zadnjih letih problematična, to je nasilje. In mi smo, kot veste, že v lanskem in predlanskem letu ta vprašanja odpirali in jih postavljali v razpravo za javnost. Dogovorili smo se, da bomo temu vprašanju tega različnih vrst nasilja v izobraževanju, ki so novejšega tipa, bom rekel, po svoji provenienci in za katere učiteljstvo pogosto opozarja, da ni dovolj ustrezno usposobljeno, da bi ustrezno odgovorilo v takih trenutkih, da bomo temu posvetili veliko pozornost. Sam sem ministra, s tem sklenem, opozoril tudi na nek neljub pojav, ki ga vnašajo v vzgojno-izobraževalni sistem podjetja, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem programov za e-asistente, to se pravi za te informacije, ki zdaj elektronsko krožijo in jih šole uporabljajo od redovalnic do delovnega časa, do zapisov, skratka vsega tega. Opazili smo prvič, da ta podjetja zelo pogosto spreminjajo svoje programe, kar se nam zdi, da je mogoče že neka logika zaslužka, ki je ni potrebno. Tukaj se vrtijo velika sredstva, šole, vrtci plačujejo veliko za vzdrževanje teh programov, kar je še bolj pomembno in to sem razumel, da bo minister temu posvetil tudi pozornost, je, da so na nek način za svojo ureditvijo začeli včasih vsebino dela v šolah diktirati, ko v svoje programe zapišejo stvari, ki niso v skladu s tem, kar bi se moralo dogajati. Recimo eno od teh je, da so se pri evidencah o delovnem času sklicevali na spremembe kolektivne pogodbe, ki smo jih lansko leto podpisali, pa nimajo s tem nobene veze. Recimo, da sem samo en primer povedal. Po drugi strani pa ne postane potem kriterij, ali se kaj da ali ne, če se da vpisati v to aplikacijo, ki jo uporablja šol. Tako da tukaj upamo, da bo tudi nekaj pozornosti posvečeno temu delu. Sicer pa je, bom rekel, novost, ki bi znala imeti pomembne učinke, prav to, kar je minister pomenil, da bi se na četrti tretje dobivali v neki kompleksnejši sestavi in ugotovili, analizirali, kje smo in iskali rešitve, ki bi bile v dobro zlasti slovenskih učencev, dijakov vseh drugih, ki delujejo v izobraževalnem sistemu ali na področju znanosti. Hvala.